Pozdravljeni, veseli smo, da vam lahko sporočimo, da smo novembra 2021 pri založbi Visoke šole za računovodstvo in finance izdali visokošolski učbenik, strokovno monografijo z naslovom Glavne značilnosti konsolidiranih računovodskih izkazov s podnaslovom Prikaz praktičnih primerov za takojšnjo uporabo. Danes vam želimo malo bolj podrobno pokazati ta učbenik, zato smo zaprosili za pogovor avtorico, gospo magistrico Darinko Kamenšek, recenzenta gospoda doktorja Branka Majerja, recenzentko gospod doktorico Mojco Gornjak in pa gospod Dragico Marčun, vodjo finančno-računovodske službe v skupini Aktiva. Z njimi pa se bom pogovarjala Andreja Može, bibliotekarka v knjižnici profesorja doktorja Ivana Turka, Visoke šole za računovodstvo in finance. Avtorica knjige je gospa Darinka Kamenšek, ki je tudi dekanja Visoke šole za računovodstvo in finance. Gospa Kamenšek je pooblaščena revizorka, državna revizorka, certificirana poslovodna računovodkinja, certificirana preiskovalka prevar in pa visokošolska učiteljica. 25 let je delala kot pooblaščena revizorka in pridobila zelo bogate izkušnje pri konsolidiranih računovodskih izkazih. Poleg prakse ima gospa Kamenšek tudi bogate izkušnje na izobraževalnem področju. Kot sem že omenila, je dekanja Visoke šole za računovodstvo in finance, je nosilka in predavateljica več strokovnih predmetov, predava tudi na drugih visokošolskih zavodih in pa na različnih strokovnih seminarjih. Gospa Kamenšek, vse te vaše izkušnje, ki ste jih tekom let pridobila, so verjetno pripeljale do tega, da ste se odločila, da napišete ta visokošolski učbenik, ki je pravzaprav priročnik za izdelavo konsolidarnih računovodskih izkazov. Ja, res je, gospa Andreja. Te moje izkušnje 25 let dela v reviziji so pripomogle k temu, da je nastal učbenik, ker dejansko, bom rekla, sem se pri svojem delu srečevala z konkretnimi vprašanji, kako narediti konsolidirane računovodske izkaze, kako posamezno knjižbo evidentirati, kajti velikokrat se je v podjetju dogajalo to, da so prvič bili soočeni s tem dejstvom, da so morali sestaviti konsolidirane računovodske izkaze in seveda, če si prvič pred tem dejstvom, ni dovolj znanja, ni dovolj izkušenj in potem smo skupaj razglabljali, kako in kaj. In nekako je vedno tako, da se je od revizorja pričakovalo, da pozna odgovore na vsa vprašanja, čeprav temu ni tako. Velikokrat so bila težka vprašanja, ker na enostavna so naročniki poznali sami odgovore. In tako smo skupaj modrovali, razmišljali, kako narediti, kakšne pripomočke uporabiti, kako knjižbe speljati. In dejansko je enkrat tekom leta, ali pa tudi večkrat bila ideja, ali pa mi je kdo rekel, pa vi morate napisati učbenik na to temo, vse te primere, ki jih srečujete, zbrati. In ideja mi je bila takoj všeč, ker vedno sem, poleg poklica revizorja, sem že vedno poučevala na Visoki šoli za računovodstvo in finance in mi je bila ideja predajati znanje naprej všeč in res tako je nastal ta učbenik. No, več imamo definicij, kaj so to konsolidirani računovodski izkazi. Vi ste to lepo povzela in strnila v skupno definicijo, kjer pravite, da konsolidirani računovodski izkazi pomenijo izkaze skupine, kot da bi šlo za enovito podjetje, saj smo izločili vse medsebojne transakcije. Takšna opredelitev nam bo v pomoč pri razumevanju vseh konsolidacijskih knjižb, ki jih bomo obravnavali. Vedno se bomo spraševali, kakšen bi bil učinek obravnavane transakcije, če bi bila transakcija izvedena do tretjih podjetij, torej izven skupine. Konsolidirane računovodske izkaze delamo navadno enkrat letno, ne? Komu je pravzaprav ta publikacija namenjena in na kakšen način jo lahko uporabijo pri konsolidiranih računovodskih izkazih? Ja, res je, konsolidirane računovodske izkaze praviloma, saj za potrebe zunanjega računovodenja, pripravimo enkrat na leto.
In ravno zaradi tega, ker jih pripravljamo enkrat na leto, se srečujemo s tem, da si moramo vsako leto znova malo osvežiti spomin, kako smo že lani določene knjižbe naredili, ker jih moramo ponavljati, obdelati nove knjižbe. In tu predvsem vidim, bom rekla, to uporabno vrednost tega priročnika, učbenika za vse računovodje, ki se srečujejo z konsolidacijo. Prav tako se mi pa zdi koristen tudi za tiste, ki se prvič srečujejo s konsolidacijo, ker res za primeri, ki so zbrani, začnemo od preprostih primerov in gremo potem vedno bolj zapleteni. Kakor tudi študentom, ki študirajo to snov, ki študirajo računovodstvo. Ravno včeraj smo imeli predmet zahtevnejša področja finančnega računovodstva, kjer se pogovarjamo o konsolidaciji. In ta definicija, ki ste jo tudi vi prebrali, gospa Andreja, vedno študentom in vsem pomaga pri razmišljanju, ko pridemo do dogodka, kako ga zdaj izločiti. In ko si nekako zamislimo skupino kot eno podjetje, postane vse veliko lažje. No, knjigo sta recenzirala dr. Branko Majer in pa doktorica Mojca Gornjak. Da preberem vse, kar imamo, kakšna znanja vse imajo naši recenzenti. Dr. Branko Majer je doktor znanosti z področja poslovno-organizacijskih ved, docent na Visoki šoli za računovodstvo in finance, je stalni sodni izvedenec za več ekonomskih področij, nosilec certifikata pooblaščenega revizorja, certificirani ocenjevalec vrednosti podjetij, certificirani poslovodni računovodja, certificirani preiskovalec prevar na področju računovodstva in državni notranji revizor. Dr. Majer je soustanovitelj in večinski lastnik Visoke šole za računovodstvo in finance, je predavatelj na dodiplomskem in magistrskem študiju, predava tudi na drugih fakultetah in visokošolskih zavodih in pa gostuje tudi v tujini. Gospod Majer, kakšna je dodana vrednost visokošolskega učbenika? Hvala lepa za besedo. Jaz bi še malo razširil, to ni samo visokošolski učbenik. Tako je klasificiran, to gre v bistvu za delo na področju konsolidacije, ki je eno od zelo redkih v slovenskem prostoru. Sam ga ocenjujem kot izjemno kvalitetno delo. Lahko služi ne samo kot učbenik, ampak še bolj tudi kot priročnik pri izvajanju konsolidacije. Se v njem je na razumljiv način prikazana zelo zahtevna tema konsolidiranja računovodskih izkazov. Kot je bilo že lepo povedano, gre v bistvu za prikaz teh metodologijo, prikaza, tehnike, uskupinjevanja računovodskih izkazov na način, da prikažemo poslovanje skupine podjetij, kot da bi šlo za eno samo podjetje. Lepo so poudarjeni in izkazane medsebojni poboti posameznih povezanih postavk. Še bi lahko o tem govoril. Sam sem ocenjeval že v času nastajanja te knjige, to knjigo kot eno izmed najboljših v slovenskem računovodskem prostoru. Mogoče ne pretiravam, ali po moji oceni je to najboljša knjiga z tega področja, kar smo jih zdaj v Sloveniji dobili. Nesporno pa jo tudi lahko uvrstimo, če bi bila izdana še v kakem drugem jeziku, tudi v poslovne prostore ali v okolja drugih zavezancev, ki bi koristili drugim zavezancem za konsolidacijo. Mogoče nekaj teh razmišljanj o knjigi, bi pa tudi želel poudariti, da kolegica, avtorica knjige, magistra Kamenškova, je nesporno na področju konsolidacije orala ledino in od vseh začetkov te konsolidacije do danes prišla na tako ali osvojila toliko znanj z področja konsolidacije, da mislim, da niti vseh teh znanj ni bila v stanju prenesti v ta učbenik oziroma strokovni priročnik, katerega imamo. Veselim se mogoče ene nadgradnje tega, še dodatno s primeri in pa še, da svoje bogato znanje na tem področju še dalje prenaša v publicistiko na področju konsolidacije.
To je en kratek pogled na knjigo, na avtorico, tako da priporočam to knjigo, priporočam jo vsem, ki se ukvarjajo s konsolidacijo, ne samo študentom. Študentom je koristen pripomoček, še bolj koristen pripomoček je pa računovodjem. Vem pa, da tudi kolegica je vedno razpoložena in pripravljena vsem, ki se bodo srečali s problemi konsolidacije, pomagati. Velikokrat smo razpravljali v ekipi, ki smo skupaj sodelujeva že ne vem koliko let, ampak že ne razmišljam koliko let, ker potem vidim, kak sem mlad. Ampak tako dolgo že sodelujemo na tem in s to konsolidacijo se ukvarja od davnih časov. Sprva še sem lahko kaj učil na tem področju, zdaj se je pa stanje popolnoma spremenilo. Sedaj pa samo poslušam in rečem, aha, tako je to, ja, je že tako. To je pa to, hvala. Hvala vam lepa. No, z nami je tudi gospa doktorica Mojca Gornjak, ki je doktorica znanosti z področja poslovnih ved in docentka ekonomskih ved na Visoki šoli za računovodstvo in finance in Mednarodni fakulteti za družbene in socialne študije. Ima pridobljeno licenco za borzno posrednico. Dolgoletne strokovne izkušnje je pridobivala na področju borznega posredništva, bančništva, pozavarovalništva ter dodatnega pokojninskega zavarovanja. Bila je direktorica zakladništva, članica uprave pokojninske družbe, pooblaščenka uprave zadolžena tako za finančno kot računovodsko področje. Od leta 2011 pa že gospa doktorica predaja svoje znanje študentom tako z področja ekonomike kot računovodstva in davkov. Gospa Gornjak, a vas lahko vprašam za vaše mnenje, kako je publikacija uporabna v praksi? Ali bi mogoče izpostavili kakšen primer? Ja, najlepša hvala in lep dan vsem tudi z moje strani. No, jaz gospoda Rinko Kamenšek ne poznam tako dolgo, ker z Visoko šolo za računovodstvo sodelujem par let, ampak ko sva se prvič spoznali, sva ujeli nek stik med nama. In ko me je prosila, če bi pogledala tale učbenik, oziroma tako kot je doktor Majer rekel, kar knjigo, sem bila seveda presenečena in z veseljem sem se odzvala na povabilo, ker na področju konsolidacije se nikoli ne nehaš učiti. Jaz sem se s konsolidacijo sama začela ukvarjati še leta 2018, predtem mi službeno tega ni bilo treba početi, ampak tu je dejansko vprašanj ne mnogo. Mogoče bom jaz učbenik tako malo predstavila, oziroma knjigo. Knjiga vsebuje kar 11 poglavij, od tega sta 2 poglavji s praktičnimi primeri. 66 tabel je kolegica uporabila v knjigi, 17 slik in ima kar 167 strani. Tako da knjiga je široka. Kar je mene pritegnilo pri tej knjigi, je predvsem uvodno poglavje, kjer pove oziroma pokaže primere, kdaj konsolidacijo sploh uporabljati. Torej, pomembnost so pogoji obvladovanja, ni dovolj, da imamo samo 51% delež. Ta delež je lahko tudi manjši, pa vseeno moramo podjetje konsolidirati, seveda, če izpolnjujemo enega izmed tistih 5 pogojev. Seveda, velikost skupine je zelo pomembna. Če je skupina majhna in ne doseže velikosti velikega podjetja, takrat tudi nam konsolidirati družbe ni potrebno, razen seveda, če se tako sami odločimo. In na koncu še zadnji pomemben dejavnik pa je pomembnost tudi odvisne družbe, tako da to je tako na zelo enostaven način predstavljeno, na kaj moraš biti pozoren, ker kadar kupuješ družbo in se sprašuješ, ali sodi v konsolidacijo ali ne, so točno ta vprašanja, na katera si moraš odgovoriti. Mogoče bi še poudarila povezanost oziroma predstavitev vseh mednarodnih standardov, ki to področje na nek način naslavljajo. Konsolidacija ni zajeta samo v enem mednarodnem standardu, ampak jih je treba pogledati kar 5, če ne mogoče še katerega zraven. Tako da to je res kompleksna zadeva in Darinka je to v svoji publikaciji zelo dobro povzela.
Hvala vam lepa. No, z nami je pa tudi gospa Marčun, ki jo bomo prosili za kakšen konkreten odgovor. Gospa Marčun dela v računovodstvu od leta 1983. V teh časih se je zelo spreminjalo delo v računovodstvu in kot pravi, od postopkov, ki so bili čisto ročni, pa do zdaj, ko zahtevajo od računovodje veliko znanja. Ko bi vsakih 7 let zamenjala službo, pravi gospa Marčun, je vodja finančno-računovodske službe v skupini Aktiva, kjer se sestavljajo konsolidirane računovodske izkaze. Gospa Marčun, vem, da imate publikacijo že, da ste si jo že ogledala, zato bi vas vprašala za vaše mnenje. Bi se vi kot uporabnica strinjali, da so primeri dovolj nazorni, da najdete v njih odgovore na vprašanja, in pa v čem vidite to uporabniško vrednost publikacije? Hvala lepa za besedo. Jaz sem učbenik prejela od gospe Darinke Kamašek kot darilo in sem ga z veseljem sprejela, tudi učbenik sem z veseljem prelistala in ga bomo tudi letos prvič uporabili pri pripravi konsolidacije. Se pravi, mi kot skupina že od 2009 pripravljamo konsolidacije. Največji izziv nam je bila mogoče tista prva konsolidacija, ker je bilo potrebno pravzaprav določiti neke osnove, pa se s temi stvarmi spoznati, potem pa vsako leto znova, ker toliko časa mine od tega, da se posamezna konsolidacija zaključi, pa se začne s pripravo nove. Se je potrebno spet malo spomniti, kaj smo pa že lansko leto delali in potem, kaj se je zgodilo med letom, pa potem, da uspešno pripravimo naslednjo konsolidacijo. Z gospo Darinko Kamašek se poznamo že kar nekaj let in smo tudi kar nekaj konsolidacij skupaj pripravljali. Tako da mislim, da smo tukaj kot ekipa kar nekaj primerov rešili, nekaj situacij skupaj se prebili čez, no, in se veliko naučili. Tako da učbenika nisem še v celoti uspela prebrati, sem ga pa precej prelistala, pa tudi nekatera poglavja pogledala, in je videti zelo uporaben, pregleden, razumljiv, praktičen. Jaz mislim, da bo postal nepogrešljiv v praksi. Glede na to, da ga je napisala gospa Darinka Kamašek in da tudi poznam njen sistem dela in njen način podajanja snovi, nisem presenečena, da je učbenik tako dober, ker je tudi gospa Darinka Kamašek, ko pač podaja ta znanja pa informacije, res jasna, razumljiva in preprosta. Tako da je bilo pri vsakem sodelovanju vedno veliko veselje z njo delati. A je ta učbenik namenjen začetnikom ali mislim tudi ljudem z prakse? Kako ga ocenjujete? Ja, jaz mislim, da je primeren tako za študente kot za čiste začetnike in pa tudi take, ki te konsolidacije delamo že vrsto let. Ker jaz pravim, tudi tisto, kar znamo, je možno vedno še kaj nadgraditi pa izboljšati. Tisti, ki se bodo pa prvič srečali, bodo pa zagotovo mogli mogoče še kakšne stvari, ki jih tisti, ki že več let izvajamo konsolidacije, že poznamo, jih bojo pa lahko tudi tukaj prebrali pa naučili. A vas mogoče lahko prosim za kakšen primer, recimo, ki je takšen, ki ga lahko potegneš ven oziroma iz tega področja konsolidiranih računovodskih izkazov? Ja, zdaj mogoče glih iz knjige, no, zdajle ne vem, kjer primer bi povedala, ampak bi mogoče kaj iz prakse povedala, no, da recimo v lanskem letu smo se v naši skupini odločili, da bi nekako informacijsko podprli to konsolidacijo in smo iskali na trgu ponudnike za te rešitve konsolidacijskih pač teh podpor oziroma programov in smo ugotovili, da je praktično v Sloveniji zelo težko najti nekega izvajalca oziroma nekega ponudnika programske podpore. Tako da smo imeli kar nekaj predstavitev in smo enostavno ugotovili, da si tudi tisti, ki programe pripravljajo, ne predstavljajo, kaj točno konsolidacija je. Se pravi, vsi razumejo, da je treba v konsolidaciji izločiti medsebojne promete. Ampak to ni samo to, ne, konsolidacija je veliko več
In potem tudi sama priprava teh razkritij, ki jih je kar veliko, ki jih je treba potem v letnih poročilih prikazati. Sama ta priprava razkritij je zelo velik izziv. Tako da še nismo našli ponudnika oziroma smo še vedno v fazi iskanja in zagotovo nam bo tudi pri tem, če bomo pač izbrali nekega ponudnika, ki nam bo pa mogoče pomagal napisati neko programsko rešitev za določena poglavja, se bomo zagotovo lahko tudi poslužili primerov iz učbenika. Hvala. Gospa Kamenšek, vidite, zelo lepe pohvale za učbenike in uporabniki. Vem, da bodo našli marsikaj v njih. Pa bi vas vendar za konec teh naših razmišljanj vprašala, kaj menite vi, oziroma komu bi priporočili. To vsekakor ni samo visokošolski učbenik, to je strokovna monografija, to je priročnik. Komu vse bi priporočili to knjigo, to monografijo? Ja, najprej se moram res zahvaliti za vse te pozitivne informacije, pozitiven feedback na knjigo, ki ste mi ga danes dali, ste me tako presenetili, da sem kar ganjena. Hvala lepa za vse te pohvale in zagotovo mi je to spodbuda tudi za naprej, tako kot je mogoče rekel dr. Majer, da še nadgradimo z še dodatnimi primeri. Kot je Mojca omenila, da se res to uporablja, kot je gospa Mrčun rekla, da tudi mogoče dobra ideja, razvijalcem programov, to se pravi neke informacijske podpore za konsolidacijo, je mogoče lahko učbenik tudi zelo koristen, ker ste tudi vprašali, torej komu je učbenik namenjen. No, smo zdaj v tem današnji predstavitvi našli še enega dodatnega uporabnika, o katerem jaz nisem toliko razmišljala, ampak tako kot ste predstavili, gospa Mrčun, se mi zdi to tudi super priložnost, ker se tudi spomnim, da za družbami, ki sem sodelovala, tudi druge družbe so že iskale, kako si to informacijsko podpreti, ker sami vemo, da je Excel, kadar skupina postane zelo velika, lahko zelo nesigurno orodje in se nam hitro formulce podrejo in potem smo celi obupani, ko imamo tam 15-16 družb v skupini, ki je zdaj šlo kaj narobe. In zagotovo je to stresno obdobje. Tako kot je lepo povedala gospa Mrčun, že nekaj let sodelujemo in vemo, pri koncu smo in pol se ena formula poruši in smo čisto zgroženi in obupani in se ukvarjamo na koncu z tehnično, da najdemo, kje je napaka, vsebinsko smo še vse uskladili in zagotovo bi bilo to super, če se najde tudi kakšno informacijsko hišo, ki bi bila pripravljena razviti ta program. In jaz mislim, da tu je res treba sodelovanje stroke, ki pove, kako je vsebinsko potreba stvari narediti in pa seveda potem nekoga, ki tehnično to zna podpreti. Tako da se mi zdi, da smo našli še danes dodatno uporabno vrednost tega priročnika, učbenika, več imen smo za danes za to uporabili, tako da se veselim in upam, da še se kdo najde, ki lahko najde uporabno vrednost s tem. Super. Vidim, da je kar nekaj gostov danes, zato bi mogoče se obrnila na vas, dragi poslušalci, da je mogoče ima kdo že knjigo doma ali pa mogoče ga je naše razmišljanje in pogovor spodbudil, da bi povprašali, da imate kakšno vprašanje in prepričana sem, da bodo naši gostje z veseljem odgovorili. Mikrofon je odprt. A lahko se jaz oglasim, Martinčič, pri telefonu? Ja, pri telefonu, ja, saj telefon skoraj. Jaz sem pogrešal takšno literaturo 10 let nazaj, ker sem je iz strani revizorjev so bile takrat po takrašnji izkušnji zelo skope in bilo precej težav pri konsolidaciji, izvedbi same konsolidacije. Dobro, zdi se mi, kar jaz jo imam, se mi zdi dobrodošla in z veseljem se bom lotil še v priliki, če bom še v praksi naletel na konsolidacijo, pa tudi, če ne, me zanima kot gledišča. Če se pa lahko samo vmešam v tisto debato glede podpore informacijske, pa mislim, da bojo težave ravno v tem, ker boste težko našli hišo, ki bi bila samo za to zainteresirana. To bi se lahko zgodilo mogoče samo, če imate konkreten primer konkretnega investitorja, ki je bil pripravljen investirati v
Pa v praksi bo težko en program narediti, ki bo pasil na vse obstoječe ERP sisteme, ki so po raznih hišah različne zahteve. Vsak klient ima svoje zahteve, tudi če kupi neko rešitev, hoče implementacijo, vsak dan nekaj se izmislijo, nekaj novega. To je zelo težko, ne. Tako da vedno bo mogoče v takšni obliki, ki je vaša knjiga, verjetno edino prišlo do uporabne vrednosti v teh primerih. Težko pa bo neko univerzalno programsko orodje, po mojem mnenju, najdati oziroma ga tudi narediti, ker ni računice tukaj, ne. Ni smiselno, ne. Ker tudi na drugih področjih imate različne rešitve. Je kakšen odgovor? Mogoče bom jaz dala odgovor, kar iz prakse. Mi uporabljamo v praksi, uporabljamo programsko opremo, konsolidiramo 14 družb v skupini in tak programček obstaja, ki je pa res, da je dobavitelj oziroma tale, ki pa je to izdelal, je pa tujec. Pravi, gre za tuje podjetje, ki ima seveda pri nas tudi podizvajalca slovenskega, tako da obstaja programska rešitev, mogoče Darinka potem, da tudi na njih nasloviš tole knjigo oziroma priročnik. No, mogoče bi še se jaz malo oglasil tu glede teh rešitev. Ja, kot revizor sem se srečal s programskimi rešitvami, vendar, kot je Mojca povedala, so to predvsem v tistih organizacijah, ki so velike, zelo velike, veliki sistemi. Konsolidacija pa ni samo za te. Tista ostala raja, če tako rečem, ki ne sodi med tako premožne, da si lahko ta draga orodja kupijo, za te pa, to pa je kot kolega rekel, nekega poceni uporabnega programa na področju konsolidacije, vse jaz ga nisem srečal. Možno, da je, no, ne vem, nisem ga videl, niti srečal. Je pa v tem smislu, sedaj takrat smo vedno delali konsolidacijo, kot pravimo, peš, na plahtah in podobno. In ravno v tem delu, pri tem načinu dela je pa ta knjiga izjemno koristna. Mogoče tudi tistim, ki imajo vsa računalniška orodja, ta velikim za konsolidacijo, je pa koristna zato, da sploh razumejo, kaj dobijo iz tega orodja. Kajti garbage in, garbage out, to je staro pravilo. Kot revizor se spominjam, da so tudi veliki sistemi imeli konsolidirane izkaze, pogosto sporne, pa so jih naredili z najboljšimi orodji. Samo orodje ni zadosti. Treba vedeti, kaj se dela s tem orodjem. To je mogoče malo še kot dodaten razmislek. Kot sem pa že povedal, ko sem prvič bral to knjigo od Darinke, sem bil presenečen, kaj imam pred sabo, nisem mogel prav verjeti. Celo življenje sem v računovodstvu, pa sem srečal not vsebine v konsolidaciji, ko sem se vprašal, a tako se to dela? Pa revidiral sem konsolidacije, ne? Tako da, ja, priporočam. Tudi sam, če bi moral ponovno iti se srečati s kako konsolidacijo, hvala Bogu, upam, da mi to ne bo treba, ker konsolidacija je zelo zahtevna, da ne bi kdo jo pod ceno, ampak če bi moral kaj takega narediti, bi sigurno vzel ta priročnik, to knjigo v roke in bi ga krepko uporabil. Kot sem že v uvodu rekel, nikjer nič ne piše, razen če iz več standardov mednarodnih potegnem nekaj o konsolidaciji. Slovenski standardi so skromni, metodoloških navodil, kako konsolidirati, pa nimam nikjer. Tako da, no, kolegica, kako se že pisala na inštitutu, je v davnini objavila eno knjigo, ki smo jo radi uporabljali. Pozabil sem, a je bila... Mateja Vrankar. Vrankarjeva, ja. To smo radi uporabljali, no zdaj imamo pa nekaj, kar jaz ocenjujem kot veliko bolj uporabnika, kot je bilo tisto. Morda še kdo?
če jaz soglasim, Vlado Bukvič. Ja, dovolj. Najprej iskrene čestitke avtorici tega dela. Jaz sicer knjige še videl, pa z veseljem ne prebral, pa preštudiral. Sam sem bil vrsto let vodja finančno-računovodskega sektorja v velikem podjetju, ker sem 23 podjetij, ki jih je bilo treba konsolidirati in vem, kaj to pomeni. Da je res izjemno zahtevno področje, ki terja, jaz se vsemi z vami strinjam, ki tle poudarjate nujno potrebo po tej informatizaciji tega procesa. Ampak se mi pa zdi, da je zelo pomembno pri naših ljudeh, ki te konsolidacije delajo, znanje, da razumejo najprej te stvari, kaj to konsolidacija je, drugo pa seveda vsi tisti detajli, ki so verjetno opisani v tej knjigi, pa v teh primerih, ki gospa Darinka razlaga. Tako da res iskrene čestitke in vsak čas, da smo dobili eno tako publikacijo. Kot rečeno, bom pa z veseljem pogledal. Pa še nekaj bi dodal. V zadnjem času se nekoliko ukvarjam tudi študijsko, pa tudi sicer malo z temi prevzemi, združitvami in tako naprej. In recimo, to so tudi dosti zahtevni projekti, ki pa velikokrat ne uspejo. KPMG je pred leti naredil eno raziskavo, ker je ugotavljal vzroke recimo neuspelih takih velikih projektov. Med drugim so navajali recimo multikulturo, ali pa recimo informacijski sistem, drugačne finance in tako. Zdaj, zelo pomembno je pa predvsem, predno pride do takih projektov, prevzemov ali pa združitev, pripajanj, je pa izredno pomembno narediti temeljito ekonomsko analizo. In sestavni del take analize je zagotovo konsolidacija, da konsolidiraš neke te sisteme, ki pridejo skupaj, da pravzaprav vidiš, kaj je. In me zanima, ali pa odsklepam, da je to tudi eden izmed razlogov neuspelih teh združitev, teh pripajanj, prevzemov, da se take stvari niso dosti temeljito in natančno naredile pa preučile. Ne vem, tako majčkan, koliko sem malo sledil tem raznim analizam, ki jih je naredil KPMG, pa tudi recimo drugi. Zato se mi zdi tudi v ta namen teh prevzemov, pripajanj, da bo tole odlična zadeva lahko, mislim, pripomoček. Vse čestitke, gospa Darinka. Hvala lepa. Morda še kdo? Če ne, se bom našim spoštovanim gospem in gospodu, ki so pomagali pri predstavitvi knjige, najlepše zahvalila. Zdaj pa še za tiste, ki morda še ne veste, knjigo lahko naročite na Visoki šoli za računovodstvo in finance na spletni strani VŠR pod zavihkom Znanje na klik. Tam dobite tudi ostale knjige, ki so jih naši predavatelji napisali in pa izdali na Visoki šoli za računovodstvo ali pa na kakšnem našem inštitutu. Cena priročnika je 35 €. Kmalu pa bo naprodaj tudi v knjigarni Konzorcij. Vsem uporabnikom priročnika Glavne značilnosti konsolidiranih izkazov, računovodskih izkazov, želimo, da bi kar najbolje uporabili in bi jim prav prišlo. V imenu Visoke šole za računovodstvo pa vas prav lepo pozdravljam. Srečno! Hvala lepa tudi z moje strani. Vsem najlepša hvala za današnji pogovor, pa za vse pozitivne spodbude in besede in vse dobro vam želim. Hvala lepa. Ja, nasvidenje. Nasvidenje. Hvala tudi vam, nasvidenje. Hvala. Adijo.